Živijo na kanalu Z energijo živim. Te lepo pozdravljam. Vesela sem, da delaš z mano. Veliko mi pomeni, da človek naredi nekaj zase in da se potem bolje počuti. Vedno je tako, da ko usmerimo vase energijo in ko si damo tisto, kar najbolj potrebujemo, se počutimo veliko, veliko bolje. Zadnjič sem že opisala eno tehniko energijske zaščite, danes pa grem še na to drugo, ki je za mene res fenomenalna. Imam odlične rezultate. Moji udeleženci na delavnicah mi povejo take čudeže včasih, da se še jaz ostanem odprtih ust. Deluje vedno in povsod in res se splača delati, ker ti pomaga. Pomaga te zaščitite. Ne vem, kaj ne še sploh povem, ker je tako res taka krasna. Ja, mogoče to, kdaj jo delati. Če se čutiš, da te stalno nekdo nekaj hoče od tebe, da te napadajo zunanje, pač ljudje, ali pa mogoče recimo tvojega otroka v šoli, da ga kaj izsiljujejo, mu nagajajo, se bojiš, da ko je neurje, da ti bo odnesla streho, ali pa se bojiš za avto, da se ne bi kaj zgodilo, ali pa ko greš na pot, si ves nervozen in ne veš, kaj bi naredil, ker te je malce strah. Evo, za takšne in podobne primere je ta tehnika zlate piramide idealna, zares idealna. Meni so se vedno še zgodile take krasne stvari, ko sem jo uporabila in tudi včasih jo uporabim, recimo, ko sem šla na kakšen sestanek, sem jo uporabila in zase in za to osebo in moram reči, da se je potem tako lepo vse izteklo, res lepo. In to mi je potem najlepše med, ko se izteče, da smo vsi lepo zadovoljni. Ok, pa gremo na tehniko. Spet stojimo približno širom ramen, roke damo navzdol, malo pokrčimo kolena, bojevniški stav in zapremo oči. Začnemo globoko dihati. Pozornost usmerimo v naše telo. In se prizemljimo. Moški iz prve čakre, ženske iz maternice, spustimo navzdol v zemljo rdeče-oranžni žarek, moški rdečega oziroma temno-rdečega, ženske rdeče-oranžnega, spustimo navzdol. Tako, zdaj si boste pa predstavljali nad glavo tako zlato štiristrano piramido. Če si jo težko predstavljate, se spomnite na Keopsovo piramido, ki je nad vašo glavo in ima dolžino ene stranice vsaj 3 metre, tako da to je res ogromna piramida. In zdaj se ta piramida spusti na vas dol in vas popolnoma zapre, tako da ste vi znotraj te piramide zaprti, nekje na sredini zopet lebdite.
Tako, zdaj pa, če želite zaščititi še vašega otroka ali pa hišnega ljubljenčka, lahko pred sabo vizualizirate otroka ali otroke in jih ravno tako prikrijete z drugo zlato piramido, da so v njej lepo zaščiteni. Če vas je strah za mamo ali očeta ali partnerja, tudi jih lahko zaščitite. V smislu ne strah, da jih boste izgubili, ampak recimo, da grejo na kakšno pot ali kaj, pa da se vi pomirite, gre za vas, da ste vi bolj pomirjeni, jih lahko tudi date v zlato piramido. Seveda lahko v to zlato piramido date tudi avto, hišo, pa kar dajmo probati stanovanje ali avto ali celo posest. Prekrijete zlato piramido. In naredimo še 3 globoke vdihe in izdihe. Damo roke na spalno čakro, se umirimo. In odpremo oči. No, pa smo tako lepo vse zaščitili. Vidite, jaz recimo to tehniko uporabljam zdaj niti ne več, ko je sin že odrasel toliko, ampak ko je bil manjši, pa so ga kaj hecali v šoli, pa sem ga potem vedno zaščitila zjutraj, preden je šel od doma. In je tudi povedal potem, da je imel naslednji dan mir, recimo. Jaz jo uporabljam, ko grem na kakšne sestanke, če me je nekaj strah, da se mi bo zgodilo na poti, se kar zaščitim s to zlato piramido. Ali pa, če me čaka kakšno soočenje z določeno osebo, ki je mogoče zna biti malo težka, naporna, ravno tako uporabim to zlato piramido. Poskusite sami. Jaz sem slišala res tudi te moji udeleženci so imeli res tako posebne stvari, recimo eni je prav nekdo, ki je bil naporen zelo v službi, je v bistvu potem mogel iti stran, je bil vsem naporen, ne samo eni osebi, ampak vsem, in s časoma potem čez en čas je ta ženska delala to piramido in je oseba se umaknila. Tako da ne rabimo biti žrtve tega napadanja, res ne. Lahko imamo vso pravico, da se zaščitimo in imamo tudi orodje zdaj. In zdaj vam ta orodja predajam naprej in bom vesela, če jih boste delali in seveda oglasite se kaj na kakšni delavnici ali pa mi pišite, pogledajte na Facebooku kakšno objavo in seveda vam želim res vse lepo. Do naslednjič. Čau, čau.